In tako da ona ima zdaj svojo hčerko. Me je tudi povabila kasneje, čez nekaj časa, ko je imela deklica krst in sem tudi šla, sem se odzvala. Tako da to je ena taka zelo dobra zgodba. En tak lušten dan je, pa ne bo še pogovor takšen. Adisa Mojčinović iz Zagorja ste prišli k nam direktno iz Centra za socialno delo. Pa dajmo malo povedati, kako izgleda delo na Centru za socialno delo. Je to samo papirji, računalnik, ali še kaj drugega? Ja, hvala lepa za povabilo in lep pozdrav. Ja, delo na Centru za socialno delo je zelo raznoliko. To ni samo delo v pisarni za računalnikom, je tudi veliko terenskega dela, torej spoznavanje situacije, ugotavljanje življenjskih razmer na terenu, veliko stika z ljudmi, je pa tudi kar precej administracije, ja. Žal, a ne? Žal tudi tega je precej, ja. Rekli ste, da je kar dosti terena, mi si tega včasih kar ne predstavljamo. Sem pa brala tudi v enem vašem prispevku, da veliko date na to, na preventivi, a ne? Tako je, se trudimo. Na Centru socialno delo imamo res raznoliko področja, pokrivamo res veliko širok spekter in socialnih in družinskih zadev, socialnovarstvenih tudi zadev. Trudimo pa se, da bi res veliko delali tudi na preventivi in se povezujemo s šolami, z vrtcem, s policijo, z domovi starejših, z varstveno-delovnim centrom. Tako da z društvi tudi, upokojencev, z društvom Sožitje, smo zelo aktivni na tem področju. To pomeni, da nam vzame tudi veliko časa in smo tudi prostovoljci v prostem našem delovnem času, v prostem času prostovoljci na terenu. Tako da ni vse samo v sklopu službe, ampak tudi je precej prostovoljnega dela. A je to takšno delo, ki ni samo služba, ampak je kar stil življenja? Ja, jaz bi to rekla, da je stil življenja. Ker se ne zaključi po 8 urah ali ob sredah po 10 urah, ampak se prilagajamo potrebam okolja, potrebam skupnosti, posameznika in naš cilj je res, da smo na dosegu ljudi, ki nas potrebujejo, da imajo prave informacije na pravem mestu, da lahko uveljavljajo jih, in zato se res odzivamo tam, kjer nas povabijo in tam, kjer ocenimo, da je to potrebno. Pa je včasih to lahko tudi naporno, recimo ste doma v istem kraju, kjer tudi delate, ljudje vas poznajo, vemo, da ljudje so takšni in drugačni. A je kdaj na ulici pa popoldan ali pa ko so bili otroci manjši, bilo to naporno morda? Ja, jaz sem domačinka, kjer delam tudi v Zagorju, živim v Zagorju, od mojega rojstva sem v Zagorju in me ljudje prepoznajo, ustavijo, vprašajo. Imajo pa tudi razumevanje, ko so moji družinski člani, če sem z otrokoma zunaj, da povem, da mogoče pa bi pa to temo rajši, o tem se pogovorili na centru in jih povabim, da pridejo na center. Mi je pa zelo toplo pri srcu, ko res pozdravijo in rečejo, a veste tisti primer, ki smo, je rešen, ne, tako, dajo neko povratno informacijo čisto na kratko in si včasih samo pomahamo ali pa rečemo, ne, okej, super. Uspelo je, ne? Uspelo je, ja. Vam kdaj manjka oziroma ali Center za socialno delo spremlja zgodbe od začetka do konca, se pravi, imate ta feedback ali včasih ne veste, kaj se je na koncu zgodilo? V večini primerov vemo, ker dejansko smo vpeti v to situacijo, kjer na začetku smo vključeni in potem res ne rečemo, da spremljamo, ampak smo ob ljudeh z njimi, skupaj z njimi, in razen v teh primerih, ko potem grejo naprej, ko včasih pridejo k nam, vprašajo na Centru socialno delo, kakšno težavo imajo, kam bi se lahko obrnejo, in jih napotimo tudi na druge institucije, kjer dejansko tam lahko rešujejo svoje stiske in težave, kjer recimo to ni mogoče znotraj centra. Takrat mogoče nimamo povratne informacije, so pa tudi primeri, ko pridejo povedati. Hvala lepa za napotitev, za usmeritev, smo uredili tisto, kar smo potrebovali. Okej, verjetno je kar dobro imeti neki zaključek, a ne, tudi zase, če si nekaj počel, da se izve, kaj se je zgodilo. So pa verjetno tudi kakšni zaključki, ki niso vam po godu oziroma v nekem splošnem merilu niso najboljši. Kako pa se takrat s tem soočate? Ja, če je za uporabnika težko, je tudi za nas.
Res je, da poskušamo krepiti njihove vire moči, da najdejo to neko varnost ponovno in stabilnost v svojem življenju. Včasih je to, da ni odvisno samo od nas, lahko smo res zavezniki, podpora, ampak se ne izide vedno tako, kot bi si tudi mi želeli, kot bi si naš uporabnik želel. In je zato zelo pomembno, da smo ponovno tam z njim, skupaj z njim, da predelamo te situacije, se pogovorimo, kaj bi bilo še mogoče, kako to sprejeti, tisto, kar ni najbolj sprejemljivo za njih, kako na ta način skupaj s to Kako pa jih vi situacijo živeti. predelate? Tudi vas Tudi, ganjajo, tudi tudi, vas ja. prizadenejo in tudi prenesete jih domov verjetno. Ja. Naučiš se. Jaz sem že 22 let na Centru za socialno delo in sprva je bilo veliko težje kot danes. Danes nekje sem usvojila neke tehnike tudi zase, dihalne vaje, recimo pa tudi ta pogovor z sodelavci, ko imamo intervizijo, ko imamo supervizijo, da lahko te stiske spraviš ven iz sebe, podeliš s strokovno osebo, ki ti tudi pomaga pri tem. Lahko pa rečem, da sem srečna, da imam tudi doma družino, ki me Je povsem kar pomembna razume. podpora doma. Zelo pomembna, zelo pomembna. In da me tudi prepoznajo, ko je težko, in vejo točno, kaj je tisto, kar meni pomaga in mi pomagajo. Tako da jaz sem res hvaležna za mojo družino, za mojega moža, za 2 krasna otroka, tudi mojo socialno mrežo, s katero res znam potem tudi to vse skupaj predelati in iti naprej. To je verjetno kar zlata vredno, ne? To bi mogoče marsikdo od vaših uporabnikov vsaj to socialno mrežo potreboval. Ja, res je. Težke situacije so, ko uporabniki nimajo socialne mreže. In potem je veliko pomembno, da smo ob njim, da smo skupaj z njimi, da čutijo to podporo, da smo skupaj z njimi njihovi zavezniki. Zakaj pa je sploh od vas odločitev za socialno delo? Kdaj? Ja. Že kot majhna deklica? Ali je to šlo Ja. kasneje? Ko sem jaz razmišljala o tem študiju in zakaj sem se odločila za študij socialnega dela, vedno so me zanimali odnosi, medsebojni odnosi in pomen solidarnosti v družbi. Kako lahko posameznik pomaga nekomu v družbi, kako si lahko medsebojno pomagamo, kako doseči to socialno pravičnost za tiste osebe, ki sami ne zmorejo si izboriti nekih Se določenih pravi, ste pravic. tudi kar kmalu opazili težave, a ne? Da ste videli, da jih je treba rešiti. Ja. Ampak te težave lahko zaznaš že v svojem okolju, že doma, pri sosedih in tako, in vidiš in poskušaš pomagati. Jaz sem se zelo rada pogovarjala s starejšimi osebami, tudi pomagala, ko je bilo potrebno kaj storiti, ali tako v gospodinjstvu, ali ne vem. In to me je zanimalo, te zgodbe, ko sem poslušala, kaj lahko še kot družba naredimo več za ljudi v stiski. In tako sem izbrala socialno delo in ni mi žal. Je težko, zahtevno, čustveno obremenjujoče, ampak hkrati tudi zelo lepo. Mi lahko rečem, da dnevno se pišejo dobre zgodbe. Seveda so tudi te zgodbe, ki sva govorile, da nimaš vpliva na to, se pa trudiš, delaš po svojih najboljših močeh in to je neko to zadoščenje, ki ga imaš, veš, da si storil, kar je bilo v tvoji moči. Seveda pa nimamo čarobne palčke. Tukaj povemo tudi našim uporabnikom, da morajo tudi sami veliko delati, da ne delamo namesto njih, ampak skupaj z njimi, da soraziskujemo, da so naši sopotniki, soustvarjalci, ker te zgodbe, ki nastajajo, nastajajo s soustvarjanjem. Ne, da socialni delavec dela namesto človeka, ampak skupaj z njim. Zdaj, rekli ste, da ste že 2 desetletji pravzaprav na Centru za Ja. socialno delo. Zagotovo imate zdaj že zgodbe, sploh iz lokalnega okolja, ki so bili nekoč morda otroci oziroma družine s težavami, danes je pa to odrasel človek. Ja, tako je. In kako je zdaj videti te, zdaj pa je recimo dejansko imaš ne samo nek zaključek, ampak še potem zgodbo po tem. Ja. Ker veš, da si nekoč nekaj ukrepal, pa je zdaj nekaj iz tega dobrega nastalo. Ja. Jaz te dobre zgodbe rada podelim, ko tudi predavam preko skupnosti Centrov za socialno delo, ko me povabijo novim rejnikom in te dobre zgodbe predstavim. In zelo lepo je videti, da je potem lep izhod, ena krasna zgodba, ki jih imamo res
precej. In ko ti tudi povejo, takrat si mi bil res veliko v oporo, podporo, pomoč, da sem zmogel prestati neke svoje težke situacije in da danes funkcionira kot odrasla oseba, samostojna. Mogoče že s svojo družino celo, svojo ne? družino tudi, tako da to je nekaj najlepšega. Takrat mogoče veste, zakaj to delate. Točno to, točno to. To je tisto, kar je nek zagon, motivacija in si rečeš, super, ne, fajn. So zagotovo pa dnevi, ki rečeš, dost imam tega, tole pa, Tudi. ne? Tudi so težke situacije, a veste, tako sploh, če gre za primere nasilja v družini, primere nasilja nad otroki, to je zelo čustveno in težko in naporno. In zato je pomembno, da najdemo tudi sami pri sebi neko pomoč, tako kaj je tisto, kar ti pomaga, da te stvari predelaš in da greš naprej. Ali smo na tem področju nasilja v družini, zdaj govorim, kje slabši oziroma je tega več, ali se tega več prijavlja? Kako bi eno tako sliko dali? Zdaj govorim sploh za naše območje, no. Ja, stopnjujejo se prijave, kar je če tako pogledam, dobro, ne, da ljudje ne skrivajo teh bolečin znotraj 4 zidov. In da vejo, da se lahko na nekoga obrnejo, Da vejo, da se lahko obrnejo. Je ta proces pomoči kar dolgotrajen, ampak je pomembno, da naredijo prvi korak, da nas obvestijo, da lahko službe pridemo naproti in pomagamo človeku v stiski. Pa morda za tiste, ki nas poslušajo, pa so v kakšni dilemi, ali sami, ali koga poznajo. Na kakšen način se lahko obrnejo? Velikokrat je ljudi, jaz isto vidim tudi, ko se na nas obračajo s kakimi informacijami, a sem lahko anonimen, a ne bi to povedal, a je pri vas tudi ta možnost, da nekdo enostavno pride samo preveriti pa vprašati? Ja, tudi beležimo take primere in tudi priporočamo, če so v stiski, ne bi želeli razkrivati svojih podatkov, želijo pa nekomu pomagati, ker vejo, da je v stiski, da je zelo dobrodošlo, da pridejo ali pokličejo po telefonu, povejo, za katero osebo se gre, kje se nahaja, kaj opažajo in da lahko potem mi kot služba pristopimo in načrtujemo oblike pomoči za človeka. Ker nam je pomembna informacija, da je nekdo v stiski, da mu lahko pomagamo. Prijavitelj je zelo pomemben, ampak je lahko tudi anonimen. Pa anonimen je lahko ne samo prijavitelj oziroma tudi žrtev, verjetno. Tudi žrtev. In je potrebno veliko poguma, veliko moči, da spregovori žrtev, da se dogaja nasilje in da potrebuje pomoč, da naredite prvi korak. Veste, jaz se spomnim primera, če lahko podelim z vami, mojih začetkov nekje, ker smo imeli prijavo nasilja in sem za to osebo vse naredila, da lahko izstopi iz tega kroga nasilja in smo nekje pripeljali tudi celo službo, da se lahko odpelje v varno okolje. Ampak potem mi je rekla, da ne želi zapustiti doma, da bo ostala še naprej, kar pa jo je skrbelo, da pa mogoče je pa razočarala mene. Ker sem toliko se prizadevala za to, da bo res za njo neko varno okolje priskrbljeno. In so potem tudi to morali ubesediti, da nisem jaz tista, ki ji lahko karkoli očitam, sem mi pa na razpolago kadarkoli naprej, tudi v prihodnje, če bo to mogoče jutri, pojutrišnjem, da je nek znak, da lahko potem tudi storiva korake naprej. Se pravi, da si nikoli ne zaprejo vrat z vami, a ne? Ne glede na to, kaj se zgodi. Tudi če storijo napako, to je mogoče tak pomemben podatek, a ne? Tako. Ta oseba v tistem momentu to ni mogla storiti in je potem še naprej vztrajala v tem odnosu. Ampak kasneje je bil pa ponovni klic in smo pa takrat naprej reševali situacijo. Ali zelo radi obsojamo ljudje? Ja, bi lahko rečem, da ja. To se lahko opazi preko družbenih omrežij, kjer vidimo, da je tudi negativna podoba socialnega delavca predstavljena in je kar hitro obsojanje na osnovi informacij, ki so plasirane v javnosti. Mi pa kot socialni delavci ne moremo razkriti dejstev, kaj je v ozadju zaradi zaščite in pravic in postopka in zaradi etike same in tudi načela našemu strokovnem delu. Tako da teh informacij ne moremo plasirati.
Se pa ljudje hitro postavijo lahko na eno stran in obsojajo in ne poznajo Pa niso cele tako slike. črno-bele stvari In ponavadi, niso, ne? niso. Nikoli niso črno-bele, Nikoli vedno, ne, ja, ja. nikoli niso, vedno je še tako, da je nekaj vmes sivine, ne, drugega polja. Govorila sva že prej o rejnikih, pa tudi o posvojitvah, tudi to je ena od vaših, bom rekla, posvojitev že taka malce lepša zgodba, ne? Rejništvo je nek začetek nečesa, tudi odvzemi otrok so, a ne. Tudi. To si težko mogoče, k sreči si težko to povprečne družine predstavljamo, je pa tega kar nekaj. Ja, ja. So situacije, kjer je potrebno tudi ukrepati na način, da se otroka takoj odvzame iz družine. Jaz sem tudi sama v interventni službi Centra za socialno delo Zasavje, pokrivamo Se pravi, to Zasavje. pomeni, da če je nekaj groznega, se v tistem trenutku odpravite na pot in Tako, in to je lahko izven poslovnega časa Centra za socialno delo. Interventna služba deluje izven poslovnega časa Centra za socialno delo. Se policija pravi, vas pokliče ali kdo? na klic policije. Tako, policija oceni, ali je potrebno, da se takrat vključi interventna služba, in interventna služba lahko na kraju tudi stori odvzem, nujni odvzem otroka in ga namesti v varno okolje. Ampak to je res v teh primerih, ko je ogroženo zdravje, življenje otroka, varnost otroka. Poskušamo vedno prej, če imamo informacijo, delati z družino, da do tega ne pride, da ohranijo življenjsko skupnost, da starši pridobijo starševske kompetence, jih razvijejo, jih opolnomočijo, tako da potem lahko družina ostane skupaj. Odvzem je ta skrajni ukrep, ko je res potrebno zavarovati otroka, njegovo življenje, zdravje. In potem iščemo primerne rejniške družine. Rejniške družine, to pomeni, da je začasna namestitev v rejniško družino, začasni ukrep, dokler se razmere ne uredijo v matični biološki družini, da se lahko otrok vrne nazaj. A so rejniki, verjetno oboje obstaja, ampak ali so rejniki tisti, ki vzamejo nekoga v rejništvo oziroma začasno željo posvojitve potem, ali so rejniki samo tisti, ki so eni in isti, ki pravzaprav so nekako varen dom za vse tiste, ki potrebujejo vmesno začasno nastanitev? Ja. Vedno obrazložimo, ko imamo kandidate za rejništvo, obrazložimo, da je rejništvo začasni ukrep. Se pravi, da delamo z matično družino, skupaj tudi z rejniško in matično družino, da se otrok vrne nazaj. Se pravi, to je prioriteta, To če je je možno. Če je rejništvo, je to prioriteta. Drugo pa je, če je staršema odvzeta starševska skrb, da gre potem lahko otrok v posvojitev. Koliko pa imamo rejnikov v Zasavju, si sploh ne predstavljamo? Ja, zdaj po trenutni oceni bi pogledala Približno recimo. 11 rejniških družin. Ja, ja. Je povpraševanje oziroma potreb več, kot je rejniških družin? Potreb je več, ker med teh 11, ki sem tudi omenila, so rejniki sorodniki in potem tudi nekje sprejmejo samo svoje otroke. Se pravi, rejnik lahko postane, bom tako rekla, stara mama, ki Tako. začasno prevzame to Tako, vlogo. stara mama, teta. Zakaj? Zato, da ima vse pravice, da dobi nekaj finančnega, v bistvu za tega otroka, da ga lahko preskrbi. Tudi, ampak v večji meri zato, da je podpora strokovnega dela, ker smo res v rednem stiku z obiski, z individualnimi projektnimi skupinami. To pomeni, da skupaj načrtujemo korake za otroka in za rejnice, spremljamo. So tudi izobraževalne vsebine, kjer se vključujejo rejniki in iz tega razloga je večja zaščita. Pa imate kako zelo lepo zgodbo na področju rejništva ali pa tudi posvojitve. Ja, zelo lepo zgodbo in vem, da bi mi tudi dovolila, zdaj že odrasla, da podelim to njeno izkušnjo, ki se mi je močno vtisnila v spomin, v srce. To je bila situacija, ko je bila kot deklica nameščena v rejniško družino. Kot mlada ženska potem, ko je odšla iz rejniške družine, je pa doživela napad, nasilje, grozno izkušnjo, in potem sva imeli skupaj sodelovali in naše spoznavanje je bilo na ta način, da se je obrnila na Center za socialno delo v svoji globoki stiski, povedala za izkušnjo in se mi vključila v osebno pomoč, svetovanje. To je daljši proces pomoči,
kjer nisi samo enkrat, dvakrat, ampak intenzivno delaš. In sva nekje zastavile te cilje okrevanja, pomoči in tudi načrtovanja, kaj naprej v prihodnosti. Bila je tudi težava, kam potem z bivanjskimi razmerami, z stanovanjsko problematiko, tako da smo jo uredili preko Spektra stanovanje, da je dobila stanovanje v najem, preko Rdečega križa pomagali, da je opremila to stanovanje, dobila zaposlitev tudi v Etiju na Izlakah in potem je pa sporočila čez nekaj časa, da pa je nekoga spoznala, da bi se rada selila v drugo regijo. In sem bila najprej zaskrbljena, kam, koga je spoznala, ali je to dovolj varno zdaj za njo, ker ni imela nobene socialne mreže, tudi ne pomoči staršev, sorodnikov. Nekje sem mi bila zaupna oseba na centru, samo jaz. In takrat je rekla, da se je to odločila, da bo sprejela to, da se bo ta skupaj selila v njegov kraj, kjer je on živel v hiši s starši. Hrepenela je nekje po družini in ko je spoznala njegove starše, je bilo to zelo tako blizu in se je dobro počutila. Ker je pa potem videla mojo stisko, ker nisem bila prepričana, ker nisem poznala tega fanta in ker vem, koliko je dala skozi proces pomoči, da se je postavila na svoje noge, me je povabila k sebi v to drugo regijo in sem potem šla k njej, spoznala družino, so me toplo sprejeli in jaz jih ob tej priložnosti lepo pozdravljam. Vem, da bojo gledali podcast. Ker srh me, tak pozitiven srh, ko to razlagate. In tako da ona ima zdaj svojo hčerko. Me je tudi povabila kasneje, čez nekaj časa, ko je imela deklica krst in sem tudi šla, sem se odzvala. Tako da to je ena taka zelo dobra zgodba, jih je več, ampak to je ena taka zelo dobra zgodba, ki se vedno spomnim in spostavim kot primer dobre prakse. Kljub težki življenjski situaciji je ona zmogla se postaviti na noge. Vrednota ji je bila delo in se je tudi službo iskala. Je rekla, jaz ne bom na denarni socialni pomoči, jaz si hočem sama zaslužiti za svoje življenje. S tem je dobila bistveno več kot samo finance. Tako da je ena taka res topla in pozitivna izkušnja. A se vam zdi, da je včasih koga, tudi ko se vemo, ljudje se včasih malo bolj povežemo, malo manj, tudi smo si nekako karizmatični ali pa si nismo, postanete taka druga mama? A veste, to mi tudi povejo. Verjamem, Zanimivo vprašanje, ker to tudi slišim. Ja, mi kot socialni delavci tudi v nekaterih primerih izvajamo neposredno skrbništvo. To pomeni za tiste osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, nimajo svoje socialne mreže, sorodnikov in tudi prevzamemo skrb za njih. In so tudi po domovih in potem jih obiščemo za rojstni dan, za novo leto in tudi tako rečejo, kot ena taka mama, skrbiš za mene, kot ena taka mama. Ja. Se pravi, sem vas zadela čisto. Zadela. In koliko je takšnih recimo oseb, za katere imate neposredno skrbništvo v nekem določenem času približno? A je to 1, 2 ali je to kar nekih? Zdaj, če rečem za Zagorje, jih imamo 26 oseb, ki so postavljeni pod skrbništvo in mi izvajamo neposredno skrbništvo za njih. To pomeni, da nimajo svojih sorodnikov, ki bi lahko poskrbeli zanje in potem prevzamemo mi, socialni delavci, to nalogo. Se pravi, ko to prevzamete, potem imate to do smrti oziroma na kakšen, ne? Tako za čas življenja uporabnika izvajamo to skrbništvo za njega. Pa so te trenutki, ko ste druga mama, poplačani z ravno takšnimi zgodbami, ko ste nam jo povedali? Vsekakor. Zato pravim, v socialnem delu je veliko, veliko dobrih zgodb. In to te drži pokonci, to ti da neko motivacijo, neko zadoščenje. Jaz res delam nekaj, kar je prav in kar je dobro za ljudi. Tako da to je tisti zagon. Z vsemi temi stvarmi, kar ste jih že do danes povedali, ste čisto razbili ta mit, da so delavci na Centru za socialno delo pisarniški moli, ki samo urejajo papirje, pa zlagajo, pa podpisujejo, pa malo štempljajo, pa rečejo ne damo. Zdaj smo čisto drugam šle. In sem vesela, da je temu tako, ker dejansko je temu tako. A veste, jaz v vseh svojih 22 letih nisem doživela, da bi človek prišel na center pa rekel, nisem bil obravnavan dobro zaradi mogoče mojega odnosa do njega, do človeka. Ampak bolj razočaranje nad sistemom,
in se potem to usmerja, ta jeza, Tistega, na ki je pač tam, strokovnega a ne. delavca. Tako, Ja. tako. Pa govorim zdaj ne samo v svojem imenu, ampak v imenu mojega kolektiva. Dejansko nimamo kakšnih pritožb ali pa ugovarjanj, kar se tiče odnosa samega do njih, ampak zaradi samega sistema, zaradi nemoči, in potem se to usmerja tudi na strokovne delavce. Ampak saj ste tudi zagotovo vi kdaj razočarani nad sistemom. Zagotovo, zagotovo. Zato tudi poskušamo preko aktivov na skupnosti centrov socialno delo in tudi upravnih odborov, strokovnih svetov nasloviti to, kar opažamo pri našem delu, naprej na ministrstvo. Pa je tudi bilo že uslišano? So vse stvari? Je bilo, velik napredek je tudi na področju rejništva, na splošno so premiki. Skupnost centrov za socialno delo pa lahko rečem, da spremlja, kar pošiljamo in potem evalviramo, pogledamo, ali smo dobili povratno informacijo ali ne. Kaj so pa najtežji trenutki vaši v službi? Kaj je tisto, kar je najtežje? Včasih morate tudi določene odločitve sprejeti. Ste v dilemi, veste, kaj je prav, ampak to ni vedno prav za vse, oziroma nikoli ni prav za vse vaša odločitev. Ja. Jaz bi rekla, da urejanje razmerij med starši in otroki, da ko strokovni delavec mora podati tudi mnenje sodišču, komu od staršev se tudi zaupa otrok v vzgojo in varstvo. In to je v teh situacijah, kadar so napeti odnosi med odraslimi, visoko konfliktne situacije, je pa naloga strokovnega delavca, da napiše mnenje. Imamo pa dve različne zgodbe staršev, dve različne situacije, običajno ena proti drugemu, in tudi običajno pričakujejo, da se strokovni delavec postavi na stran enega. To pa ni naša naloga. Naša naloga je, da pomagamo obema, da pride do dialoga, da je to vse v korist otroka. Te situacije so zelo težke. Zelo težke so te situacije, ko je nasilje v družini, ko dejansko čutiš tudi to nemoč, da mogoče bi sam že kaj prej naredil, ampak uporabnik pa ne želi, ne zmore, ne sprejme te predlagane pomoči v tistem trenutku, in to so takšne situacije, kjer je res zelo težko. Pa zagotovo je včasih res težko preceniti, sploh mogoče, če smo omenjali ločitve, dodelitve otrok in tako naprej, kaj je res pa kaj ni res. Tako ste rekli, dve zgodbi sta, eden je lahko zelo dober igralec ali oba morda, a ne. Ti pa iščeš najboljšo rešitev, želiš pomagati tej družini, predvidevam, da na prvem mestu so vedno otroci in njihovo dobro, ampak zagotovo se kdaj tudi odločiš napak in to tudi ugotoviš mogoče. Pa se potem kaj zgodi? Vedno je lahko tudi podati mnenje, dopolnilno mnenje sodišču, v primeru, če nisi imel dovolj tehtnih informacij oziroma dejstev, in potem zaprosiš za dopolnitev. Lahko tudi predlagamo izvedenca, da sodišče angažira izvedenca, bodisi psihološke stroke, psihiatrične stroke, da pomaga pri tej oceni, kdo je mogoče poskuša na neki način zmanipulirati, da pride do odločitve v njegovo korist. Pa je tega dosti? Lahko rečem, da je manj, da je več dogovorov, da starši res prevzamejo to odgovornost, da poskrbijo, da je za otroke najbolje poskrbljeno v času, ko je razpad partnerske zveze. So pa tiste situacije, ki pa so, znajo biti pa res močno konfliktne. Če govoriva zdaj o vsem tem času, kar delate, a se situacije spreminjajo, a je nekih stvari več, nekih manj, so morda neke nove situacije, ki pred 20 leti niso bile? Kakšna je slika? Mislim, si ne predstavljam, a ne, mi vidimo centre za socialno delo, otroški dodatek oni urejajo, pa ne vem, še 2 socialni pravici, pa tako, malo so pametni, pa je to, a ne. Pa mislim, da je kar veliko stvari, ki v bistvu spadajo pod vaš resor, in morda se to kaj spreminja v letih. Ja, vidim, da je veliko več dela z družinami, v tem smislu, da jih krepimo pri tistih njihovih vsakodnevnih nalogah, kjer potrebujejo pomoč pri vzgoji otrok, recimo
ne vem, vzgojni stili, kakšne ima družina in tam pomagamo. Se pravi, na področju socialno-varstvenih pravic rečemo. Se pravi, tam, kjer družina potrebuje podporo, pomoč, v tem delu se večajo. Smo tudi starajoča Ampak so tudi, populacija. se opravičujem, bolj odprti za to, da sprejmejo pomoč, kot je bilo Tam, nekoč? kjer so rezultati tudi lahko hitro vidni, učinkoviti. Tam, kjer ne, je mogoče potrebno obrazložiti, zakaj. Ker če je več pomoči družinam, je tudi manj predlogov sodišču za ukrepe za zaščito otrok. Ne? Ker tukaj, če sodelujemo, Če v boste korist sodelovali, otroka, vam bo lažje in morda za vse lažje. boljše. Tako, zelo preprosto, ne? Tako. In tisti, ki sprejmejo to pomoč, so hvaležni za pomoč, odprti, vidijo, da ni to neka nadzorstvena pravica, ampak dejansko pomoč človeku, kjer jo potrebuje, da se oni nekje opolnomočijo in da boljše funkcionirajo, da imajo boljši in lepši jutri. A je kdaj, ko kdo ne želi sprejeti pomoči, zagotovo je teh tudi, a si je težko sam sebi dopovedati, pa mogoče na začetku, ko ste začeli delati, da enostavno rečeš, ne, dokler ne zaprosi za pomoč, ga pusti, ne moreš namesto njega. Poskušamo privabljati k sodelovanju. Če v tistem momentu reče ne in ocenjujemo, da je to potrebno, zlasti ko so otroci v družini, je to poskus večkrat. Bodisi v sodelovanju s šolo, z vrtcem, z zdravstveno ustanovo, naslovimo, kje vidimo te potrebe in zakaj bi bilo to dobro. In potem bolj kot ne sprejmejo to pomoč. So pa tiste situacije, ko so družine zelo zaprte in potem takrat seveda ima pa center tudi to moč in možnost, da predlaga sodišču za ukrepe, milejše ukrepe, ni nujni odvzem, ni odvzem takojšnji, ampak milejše ukrepe, da se vseeno vključijo v nek program pomoči. Če ni na centru, pa lahko kje drugje, v kakšni nevladni organizaciji ali pa. Če imate, dobite neke informacije, da so ali zanemarjeni otroci ali da je nasilje v družini, ali lahko oziroma imate vi to moč, da greste to preveriti na teren? Seveda, ja. In to je naša naloga. Vsako prijavo smo dolžni tudi preveriti, iti na teren, narediti oceno ogroženosti in ukrepati v skladu z našimi pooblastili. Ker nam je država poverila to nalogo, dolžnost, da preverimo, da ocenimo stanje na terenu in potem se tudi odzovemo ustrezno. Zdaj, govorila smo prej že malo o spremembah nekoč in danes, oziroma ta nekoč ni spet toliko nazaj, ne? Ampak da se malce spreminja, seveda se spreminja tudi naša družba, način komunikacije, družbena omrežja in vse tako. Glih ni dolgo nazaj, ker smo poročali o tem, da so pacienti, pa tudi njihovi svojci, recimo v trboveljski bolnišnici imajo kar težave, kličejo, grozijo, tako. Saj verjetno je ta komunikacija na obeh straneh, a ne? Kako pa je pri vas? Tudi zagotovo je, kdo pride kdaj malo ob sove, koga. Jaz sem že tudi sama imela situacijo na Centru za socialno delo, ko sem bila tam čisto šla za nek svoj papir in je v bistvu en naredil malo tako situacijo in se potem na koncu je ena od delavk opravičevala meni, ker se ni imela ona za kaj opravičevati, ampak tako res je zelo mirno prenesla situacijo. Jaz moram reči, da nisem tak človek, da jaz bi že ukrepala oziroma stegnila jezik ali karkoli, pa moram reči, da so zelo profesionalno odpeljali zgodbo, da poznajo, da vejo. Ja, ne, tako da, kako se s tem, ne? Mislim, včasih je res težko, ne? Pa v tem primeru je bil res brezobrazen gospod, grdo se je obnašal in na to delavko, ki je kvečjemu hotela vsem pomagati, ne. Ja. Pri našem delu je to mogoče tudi opaziti in tudi različne oblike nestrpnosti. Bodisi tudi s kričanjem, z grožnjami, z oglaševanjem na družbenih omrežjih, z takšnimi neprimernimi mogoče komentarji, ki letijo na osebnost človeka. Ampak pri našem delu je to, da razumemo, da smo empatični, hkrati je pa potrebno tudi v takšnih situacijah postaviti mejo. Ker na centru smo ljudje, da pomagamo, tudi zaposleni, da pomagamo našim uporabnikom, vendar zagovarjamo pa ničelno toleranco nasilja. In če to sporočamo našim uporabnikom, ko jim pomagamo, da smo dolžni prijaviti in smo tudi dolžni tudi poskrbeti zase in na ta način tudi neprimerno komunikacijo, kjer so grožnje, tudi prijaviti pristojnim organom. Pa verjetno ste že kdaj storili, tudi mogli poklicati policijo, a ne? Tudi je bilo potrebno, se pravi, so določene situacije, kjer je potrebno postaviti mejo in kaj je ta spoštljiva komunikacija, kjer se slišimo,
K temu vabimo ljudi, če pa to ni mogoče, je pa tudi potrebno to storiti na ta način. Okej. Ljudje tudi izkoriščajo sistem. To verjetno večkrat vidite, mogoče celo veste, pa enostavno po papirjih in zakonu vse ustreza in ste malce nemočni. Ja, dobimo tudi kakšne prijave, pa ne vem, nam sporočajo, se pripeljejo po, ne vem, pomoč, po pakete tudi prehrane s takšnim avtomobilom. Visoke vrednosti, a ne. In ja, v našem sistemu, ko to preverjamo, če to ni mogoče oceniti oziroma videti iz sistema, da je to vozilo prijavljeno na uporabnika, tudi ni mogoče ukrepati. Seveda te informacije posredujemo naprej organom pregona, ki pa potem lahko mogoče pa s svojimi evidencami, kako pridejo do tega, kdo pa je uporabnik tega vozila in ukrepajo naprej. Se pravi, vzeto na znanje, ampak do tam, kjer lahko greste, a ne? Tako. Okej. Recimo ste se kdaj vprašali ali pa si rekli, da tega ne bi več počeli? Na centru ali nasploh? Nasploh socialno delo, da greste čisto v drugo branžo. Ne. Lepo Ne. to slišati. Resnično ne. So težke situacije, in tudi včasih, ko si rečem, a mi je to treba. Po drugi strani, da bi pa najdem vedno več plusov, več pozitivnih stvari, ki me osrečujejo pri tem mojem delu, in zato vztrajam pri tem. Začela sva že na začetku, da to ni samo služba, da je stil življenja. Ja. Ena taka zgodba prihaja tudi iz Zagorja, ko ste delavke Centra za socialno delo v svojem prostem času začele plesati z društvom Sožitje in potem tudi nastopile. Jaz sem bila na tem nastopu oziroma v dvorani in me je resnično presenetilo, od kje je ideja, kako in wow. To je tipičen primer, plastičen primer, kako lahko neka kaj naj rečem, nek zavod, javni zavod, ki se zelo rigidno mogoče včasih obnaša, po drugi strani pa tako človeško pokaže, da so tam, a ne. In takšne zgodbe iščemo, to rabimo, a ne. Sem vesela, da ste to videli, da ste bili deležni tega dogodka. Ja, kakor sem rekla, sodelujemo tudi z društvi, in smo razmišljali, kako bi lahko ob tej njihovi 50. obletnici popestrili dogodek, da smo skupaj z njimi. In kot sem že omenila, smo velikokrat tudi prostovoljci in smo se odločili, da to pa ne v službenem času, ampak da to res izpeljemo in vaje v varstveno-delovnem centru, ki so potekale v popoldanskem času. 10 vaj smo imeli z uporabniki in člani društva Sožitje. In jaz vam povem, da so redno prihajali. To je bil tak odziv, to je bilo krasno. Eden član je še tako, ker je slep, in je rekel, jaz bi vseeno tudi jaz bi rad plesal. In sem razmišljala, kako bo on videl mentorico pred sabo, kako bo ona kazala te vaje, če dejansko ne vidi, kako bo lahko razumel te korake. Ker je pa res izražal to željo, da bi on nastopal in je redno hodil na vaje, sem bila jaz njegova moč, da sem stopila zadaj in mu dvignila roke, ko je bilo to potrebno, premaknila levo, desno, tako da sva skupaj izvedla ta nastop, in je bilo res krasno. Tako da to v tem delu, v tem dogodku smo nastopale strokovne delavke iz Centra socialno delo, in smo bili tudi mi presrečne. Mislim, to je res inkluzija v praksi in a bi rekli, da ste vi več odnesli od tega ali da so odnesli uporabniki VDC-ja? Tako kot ste fajn na začetku povedali, mi smo največ odnesli od tega, ker to smo rekli, to je to. To je to, ker smo jih videli v drugačni luči, ne kot tam, ko, ne vem, odločaš o nekaj. Včasih se malo bojimo drugačnosti, ne? Ali pa ne vemo, kako postopati, potem pa kar gre, a ne? Ja, gre in samo prepustiti se je treba, zaupati tem svojemu občutku in iskrenosti, da pomagaš človeku, da delaš nekaj dobrega za njega. In potem to steče. Res mi je všeč, da sva danes čisto presegle to miselnost o birokratih na CSD-ju. Kako bi recimo novim, brala sem tudi v enem prispevku, da ko ste vi začeli z delom, ko ste zaključili fakulteto, je bilo treba čakati na pripravništvo, to ni bilo kar tako. Imeli ste veliko srečo, da ste dobili službo, a ne? Ja, res je. Danes pa vi iščete na vse pretege nove sodelavce. Ja, res je. Kako bi jim rekli, ne? Včasih se mi zdi, da mnogi se ne odločijo za kaj takšnega, ker jih je malo strah. Bom pa tam, ko bojo vsi se znašali nad mano, bom ves čas v pisarni, pa tipkal.
pa smo danes ugotovili, da ne, a ne. Ne, Kako ne. izgleda, ko pride en novi k vam, zaposleni zdaj, a Ja, ne? ja. Mi smo zelo odprti za pripravnike tudi in tako sem tudi jaz začela pripravništvo. In ja, res sem srečna, ker sem imela krasno mentorico, da mi je pomagala, da mi je sploh spoznala s kulturo organizacije in potem uvajala v delo. Zdaj je ona že 10 let upokojena, ta moja mentorica, in sem res vstopila takrat v krasen kolektiv strokovnjakinj. Takrat je vodila Center za socialno delo Danica Kurent, ki je še danes prostovoljka pri Društvu upokojencev, večgeneracijskem centru, še vedno živi s tem duhom pomagati, kolikor lahko in prispevati v družbi. In danes je tudi moja miselnost, da pripravništvo je pomemben del za začetek poklicne poti in je dobro, da imaš mentorja ob sebi. In moja izkušnja zdaj, ko vidim, da mi smo imeli na Centru socialno delo pripravnike, ki so imeli možnost ostati pri nas, torej ostanejo, so dobre zgodbe, so dobre situacije, ostanejo. Tudi kolektiv verjetno je prijeten, a ne? Kolektiv. Jaz sem res ponosna na svoj kolektiv, imamo dobre odnose in mi veliko pomeni, ko pridem zjutraj, da nekje začnemo skupaj, da se vsi skupaj, ker smo v 2 stavbah, skupaj dobimo in ob jutranji kavi spregovorimo, kaj lahko pričakujemo tisti dan, kdo gre na teren, kdo je na dopustu. Tako nekje začnemo, potem pa gre vsak na svojo pisarno ali pa na teren početi tisto, kar mora tisti dan. Skratka, je zanimivo delo, raznoliko, dinamično. In se pravim, sicer ne bi vztrajala 22 let, če ne bi bilo temu tako. Se pravi, povabimo, a ne, nove, da ste super kolektiv, da v Zagorju se res da zmeniti, ne. Pa tudi, da sicer res, da to ni služba samo od 7 do 3, če ne drugega v glavi marsikaj ostane, ampak da si pomagate med sabo, pa da tisti trenutki, mogoče je še eno besedo na tiste trenutke, ko po 10 slabih en takšen si rečeš, ja, zato to delam. Ja, resnično je. In če nimaš mogoče ti tisti moment, kakšno dobro izkušnjo tisti dan, mogoče neka slabša izkušnja, ki te bremeni, ima pa sodelavec in ti podeli in rečeš, aha, okej, super, ne, fajn. In si vesel za njega, za uporabnika v tistem momentu, v tisti situaciji in te nekje tudi spravi po koncu, ne, tako. Super. Ja. A je kdaj bila še to deva povedati, a je kdaj bila taka situacija, sploh mogoče na začetku, ko ste se tudi sami še lovili, prvič priješ na neko situacijo, verjetno ni tako lahko, a ne? Ups, ne vem kaj, ne, malo panike, kaj pa zdaj, ne? Danes imate precej izkušenj. Ni bilo pa vedno tako. Ni bilo vedno tako. Res, nekje, jaz sem od svojih staršev dobila te vrednote, ki sta nekje prenesla na name in na brata, odgovornost, poštenost, vztrajnost. In to me je vedno nekje držalo, tako da sem tudi v odnosu do naših uporabnikov na ta način odgovorna, vztrajna, poštena in da tudi pošteno povem, če kaj tisti moment nimam ta prave informacije, da se bom pa pozanimala in njim te informacije naknadno posredovala. In to sprejmejo ljudje. Če rečeš, mogoče zdaj pa v tem trenutku pa res ne vem, kaj bi Se nihče ne ve storil. vsega, a Ja, ne? ja, ne vem, kaj bi storil, ne vem, kako bi vam lahko mogoče pomagal v tej situaciji, ampak bom premislila, se bom informirala, to je sploh, če gre za kakšne situacije, ki niso samo vezane na Center socialno delo, ker pridejo tudi zaradi drugih postopkov drugje. Ampak toliko jim prideš naproti, da pokličeš, se ti pozanimaš in jim potem daš informacijo. In ni nič narobe, če rečem, zdaj v tem trenutku nimam informacije, se pa potrudim in vas pokličem. Kakšne vrednote manjkajo ali pa bi jih moralo biti več v naši družbi? Empatije. Jaz bi rekla empatije, če bi za eno tisto ključno razumevanje poskušati se vživeti v to, kar človek doživlja. Ne samo na površinski ravni, ampak res čustveni. Ne samo kot zunanji opazovalec, ampak v njegovo kožo, ne, se postaviti. Tako. Jaz mislim, da je to potrebno in da to velika večina sicer ima, ampak da to pokaže, da se opogumi, da pristopi. In mi smo imeli kar nekaj predstavitev po krajevni skupnosti, skupaj z Rdečim križem, z Društvom upokojencev, kjer smo promovirali pravice starejših. In sem poskušala na ta način predstaviti, da je zelo pomembno
če samo pokličejo in povejo, tukaj imamo človeka, ki potrebuje pomoč. Ni potrebno potem, da se ta oseba naprej ukvarja s to situacijo, ampak naj prenese na institucije informacijo, da lahko pomagamo. Se pravi, jaz bi se vam zahvalila, ker verjamete v dobro ljudi, ker to sem iz tega pogovora zagotovo razbrala. Hvala Da tudi smo v vam. osnovi ljudje dobri, ste malce z drugačnimi besedami povedali in si želim verjeti v to, in upam, da imate prav, pa da boste še naprej šli v službo in si rekli, to bom delala, ker takšne zagotovo naša družba rabi. Tako da hvala tudi za ta pogovor. Hvala lepa tudi vam, odlična sogovornica ste. Hvala.